Prenova stare domačije ni le gradbeni izziv. To je pogovor z zgodovino, poklon preteklosti in iskanje duše, ki prebiva med kamnom, opeko in lesom. Medtem ko novogradnje rastejo hitro, stare hiše zahtevajo potrpljenje in skrbno roko. To boste spoznali tudi v našem prispevku iz vasice Sveto na Krasu, kjer sta se lastnika podala na posebno potovanje skozi čas. Sem na ganku čudovito prenovljene stare kraške hiše, ki je skozi leta, natančneje skozi stoletja, ohranila svojo lepoto in svojo trdnost. Seveda zahvaljujoč skrbnima lastnikoma, ki sta sijajno oživila tudi njeno notranjost. Irena in Zvonko, pozdravljena. Povejte mi prosim za začetek nekaj o zgodovini te hiše. Kakšna je njena zgodba oziroma kako je prišla na koncu v vajino last? Ja, v tej hiši se je rodil moj nono in ko je bil on star tam nekje 15 let, je moral iti s trebuhom za kruhom v Trst. Po poklicu je bil zidar, no in tam je spoznal moja nono, sta se poročila, prihajala občasno tako ob sobotah, nedeljah z avtobusom v Sveto, mislim do Komna, potem peš do Svetega, a ne? In kakšno stvar ponaredila, malo popravljala, kakšno streha, da ni puščala in tako naprej, ker spodaj sta bila samo dva prostora, ne? Je bila kuhinca pa sobca. No in potem, ko je moj nono umrl, po njegovi smrti je to hišo dobila moja teta, ker ravno tako živi v Trstu. Se je ta teta oglasila meni in je rekla: Irena, jaz bi pa to hišo prodala, pa če imaš ti kakšnega kupca, bi bilo dobrodošlo, da pa često zrihtam, ker znam slovensko in tako naprej, pa malo več ljudi tukaj v Sloveniji. Irena je tetino namero o prodaji hiše zaupala svojemu možu. Čeprav v hiši ni bilo ne notranjih stopnic, ne kopalnice ali stranišča, je Zvonko v kraški hiši z duhom preteklosti prepoznal izjemno arhitekturno vrednost. Ko je slišal, da se zanjo zanimajo kupci iz Trsta, je odločno dejal: Ja, Bog ne dej, tukaj smo blizu, to ne morete v druge roke, in sem najel kredit, hipotekarni, in sem ta objekt kupil. Z željo, da pol počasi se to adaptira in kar bo, ne? In tako se je ta zgodba leta 2013 v juniju mesecu začela, a ne? Sicer starši, sem očeta pripeljal sem, da to pogleda, je rekel: super, ne? Ampak tukaj boš imel pa ogromno dela. Jaz sem rekel: za delo me ne skrbi. Kaj ti meniš kot stari Krašovc, kako ti se zdi? Je rekel: odlično. In tako smo začeli. Lastnika sta najprej poiskala strokovnjaka, ki je izmeril hišo in predvidel stroške prenove. Nato sta izbrala mojstre, ki so poskrbeli za vgradnjo ekološke čistilne naprave, razširitev vhoda na dvorišče, vgradnjo vseh potrebnih inštalacij ter postopno prenovo stare stavbe. Koliko je stara hiša? Mislim, da je tam okrog 250 let staro. Kaj pa ena taka zelo fascinantna letnica, ki je tam zunaj na Erti? Kakšna je njena zgodba? Ja, tista na Erti je letnica 1570, ne? Sosedje se spoznajo na to zgodovino kraja, pa tudi restauratorji so. Je prišel gospod pogledat in smo ugotovili, da so ti kamni, ki so vzidani v to hišo, bili pripeljani iz tukaj gor iz enega griča, ko je stala cerkev, katero so podrli in požgali Turki, ko so bili ti turški vdori, in ta material so verjetno vaščani uporabljali, ko so zidali vas. Iz vseh koncev so vlekli ta material in hiške so bile skromne, ne? Skromne. Prostor ali dva, ena spalnica, po kateri si šel po ganku, po zunanjih stopnicah, in to je bilo to. Stranišče na dvorišču, kjer so se kopali, verjetno v kakih škafih, ne? In drugega ni bilo. A ste se tudi vidva morala najprej na začetku še zunaj tuširati, ali kako, ne? Res, ja. Kako je bilo to? Ja, super. Sploh pa poleti, po zimi je bilo malo krize. Pritličje je bilo prej s spalnico in drugimi prostori v nadstropju povezano le prek zunanjega ganka. Ker sta lastnika želela zagotoviti dostop v nadstropje znotraj hiše, sta prebila steno na koncu kuhinje in v prostoru, kjer je nekoč stal manjši hlev, zasnovala utility,
prostorno in nadvse domačno kopalnico ter hodnik. Na hodniku sta dala sezidati stopnice, ki vodijo v prvo nadstropje. Tam je na mestu, kjer so nekoč shranjevali seno in pridelke, nastala dnevna soba, ki skozi manjši povezovalni prostor vodi v spalnico. Po improviziranih stopnicah pa se lahko iz dnevnega prostora povzpnemo v prijetno podstrešno sobo. S temi spremembami sta lastnika dodobra izkoristila celotno uporabno površino hiše, ki zdaj obsega 120 kvadratnih metrov. Najbolj mikaven med vsemi prostori je zagotovo dvovišinski bivalni del, ki s tramovi in notranjim balkonom izžareva močno zgodovinsko noto. In to so seveda originalni tramovi. To so originalni tramovi, neki hrastoga, mislim, da je ta odkos stanjev, tako kot so pred ne vem kolikimi leti stesali, tako je ostalo noter. Vi ste jih seveda pokrtačili pa zaščitili, kaj ne? Sam pokrtačil nič zaščitil, tako kaj je, in je tako trd les, ko sem žagal z motorko na dvorišču, da sem niti prerezal, nisem tram, pa se je že veriga skrhala. Kako ste si zamislili organizacijo spodnjega dela, tega kuhinjskega, oziroma kaj je prej tam bilo? Ja, tako, ko smo prišli, je spodaj bila pač ena taka, je bila kuhna in zraven, ki je en prostor, je bila spalnica, kambrca se je reklo, ne? Eno ležišče. No, in potem sem si zamislila, da pač tukaj naj bi bila kuhna in iz tiste kambrce bi se naredila jedilnica. Prostora je malo, a ne? Tako da smo to izkoristili. Oprema, sicer nekaj stvari so spodaj, še kredenca in dve taki omari še od moje none. Tam v jedilnici sta bili rjave barve, a ne? Tako da sva potem tukaj s sosedom Mizarjem prebarvala v belo, da je malo bolj svetlo, pa tako. Čeprav ta prava kredenca iz Trsta od moje none je pa še original spodaj v kuhinji. Kateri so tisti kosi, ki vam v tej prenovljeni hiši največ pomenijo, a pa da imajo neko povezavo s preteklostjo? Ja, kaj pa ne reče, meni je vsak detajl, vsak prostor pri srcu in mi je ljubo. Mogoče posebej je gor ena stara skrinja še od mame, od mojega nonota, a ne? To čuvam, potem tukaj za mano je mentrega, se reče, tukaj noter se je delal kruh in je bila totalno razsuta. Sem jo dala sosedu, enemu Italijanu, da mi je restauriral in jo imam tako za en okras in taki detajli so mi zelo ljubi. Čeprav so gradbeni mojstri prevzeli večino strokovnih del, sta številne detajle izvedla lastnika sama. No, še to klubsko misto sem scimpral kar iz desk, kar je ostalo. Ne? Aha, čist vaš proizvod. Ja. Čim več smo uporabljali, kar se je dalo teh materialov iz prvotne hiše, prvotnega stanja. Ne? Zvonko, čeprav upokojeni zdravnik, se z veseljem loti vsakega dela, saj je že v otroštvu na počitnicah pomagal stricu Zidarju pri različnih opravilih. Skupaj z Ireno, ki je bila njegova spretna asistentka, sta obnovila gank, zamenjala pode, iz starih desk zasnovala vrata sobe v mansardi in oživila latnik na vrtu, ter tako dodala osebni pečat celotnemu projektu. Kako ste si pa zamislili okolico, zunanjost? Tudi ta je zelo, zelo prijetna. Kdo za njo skrbi? Ja, največ jaz, naprimer, kosim redno, a ne? Če se le da, sicer zdaj ni trave, kljub temu sem nazadnje pokosila prejšnji teden, ker raste ti stropotec, ne, in to gre meni blazno na živce, da je vse tako, da ni. No, potem glede trte skrbi Zvonko, ker on šprica trto, potem, ko se grozdje pobira, pomagam tudi jaz, na koncu potem narediva sok, ne vino. In kaj, Zvonko, tole je pa ena pomembna najdba, ne, v vaši hiši? Ko smo obnavljali strop, ko sem odmikal deske iz stropnikov, sem najdel en zvit časopis in ko sem to odvil, sem videl, da je v bistvu gre za Delo, glasilo komunistične stranke Italije iz januarja 1928. In piše 600 leto v dobi črnega terorja. Namreč to je A4 format na 4 straneh, z ene in druge strani. In ker se mi je zdelo zelo zanimivo, sem to dal uokviriti. A to je verjetno kdo skril tja, da je to... To je nekdo skril tam, ja. In opozarja pač prebivalce in delavski razred in kmete na nevarnost fašističnega početja, da se pripravljajo krvave borbe, kar je pa res prišlo potem leta 1938 do druge svetovne vojne. Ne.
Lastnika sta v hiši ohranila večino originalnih prehodov. Tukaj gor je pa jasno prehod zelo nizek, ampak je treba paziti, večkrat se z glavo udaram. Aha, se dejansko. Ja. Ja, po drugi strani je to hiša, ki se ji moraš večkrat prikloniti. Ja, absolutno, ker drugače te takoj hiša Opozori, kdo je šef. Kdo je šef, tako je.